Dobrodani in dobrodošli. So letos virusi hitreje kot običajno zaokrožili med nami? Kaj trenutno kroži in kako hudo je lahko? O virusih, o tem, kako se zaščititi in kdaj je treba k zdravniku, danes govorim z infektologinjo, doktorico Matejo Logar iz UKC Ljubljana. Pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za vabilo. Z veseljem. Imamo samo občutek, da so letos malo hitreje zaokrožili virusi ali imate tudi vi takšne podatke? Pravzaprav nimamo čist enakih občutkov. Mogoče je ta občutek zaradi tega, ker je oktober sorazmerno hladen. Naenkrat smo šli iz kratkih rokavov v dolge rokave in s tem se seveda poveča verjetnost, da bomo imeli tudi virusne okužbe. Naša sluznica, ki je vstopno mesto za viruse, je zelo dovzetna na te vremenske spremembe. Dokler je poletje, dokler so visoke temperature, je sorazmerno visoka vlažnost in so tudi naše sluznice vlažne, se pravi, imamo neko zaščito pred virusi. Potem se pa shladi, po eni strani imamo manjši dotok krvi v sluznice, ker se kri preusmeri, po drugi strani manjša vlažnost zraka še dodatno suši sluznico in zaradi tega potem tudi virusi lažje vstopajo v naša dihala. Zato je pogosteje prisotna virusna okužba, predvsem dihal, v zimskem in jesenskem obdobju kot v poletnem obdobju. Spet oziroma kar naprej še kroži tudi COVID. Kakšna različica je trenutno med nami in kako težek potek bolezni lahko povzroči? Še vedno je pri nas omikron z različnimi podtipi, ki se nekoliko spreminjajo. Glavni simptomi trenutno so dokaj izrazite bolečine v žrelu, kratkotrajna vročina, ki pa je lahko visoka, in pa tista utrujenost, slabo počutje, glavobol, predvsem bolečine v mišicah. Večina ljudi pa v resnici navaja izrazite bolečine v žrelu, ki so toliko hude, da pravzaprav omejujejo in govor in uživanje hrane in pijače. Kako pa lahko, razen seveda, če se testiramo, ločimo med tem, ali smo zboleli za nekim klasičnim prehladom ali covidom ali tudi gripo, ki je seveda na pohodu? Za 100% lahko ločimo samo, če se testiramo. Ne moramo reči, to je pa sigurno covid, to je pa sigurno gripa. Lahko rečemo, to je pa bolj verjetno eno ali pa bolj verjetno drugo. Pri gripi je začetek bistveno bolj nenaden. Gripa se začne, da smo bili par ur pravzaprav predtem še popolnoma v redu, zdaj pa naenkrat slabo počutje, visoka vročina, hud glavobol, bolečine v sklepih, tudi v mišicah, potem se pa temu pridruži lahko še suh kašelj, tako da pri takšnem bolniku lahko res z veliko verjetnostjo rečemo, ta preboleva pa gripo. Pri covidu je postopek oziroma sam potek okužbe bolj počasen. Zbolimo s tem slabim počutjem, pojavi se praskanje po žrelu, lahko nahod, potem se te bolečine v žrelu stopnjujejo. Nekaj ljudi, ne pa vsi, imajo tudi vročino, tako da tukaj bomo težko rekli, ali je covid ali ni covid, razen če bomo opravili testiranje. Večina ljudi z ostalimi virusi, ki povzročajo prehlad, nimajo vročine. Večina teh prehladnih virusov, kot so rinovirusi, enterovirusi, potekajo predvsem z nahodom, s kihanjem, lahko z rdečimi očmi. Pogosteje predvsem ta simptomi iz zgornjih dihal, nekje do tukaj, do konca vratu, redkeje, da bi imeli tukaj prizadetost spodnjih dihal. Pri covidu še vedno lahko pljučnica, vendar bistveno redkejša, kot je bilo v tistih beta in pa delta časih. Kaj bi svetovali ljudem, ki zbolijo? So verjetno napotki podobni, ne glede na to, za čem zbolimo? Ja, za večino ni pomembno, kaj je pravzaprav vzrok. Za vse velja, da ko zbolimo, je prav, da ostanemo kakšen dan doma, če je tole možno. Nihče si ne želi, da se okuži od koga drugega in seveda tudi mi smo potencialno kužni. Predvsem smo kužni v prvih dneh od začetka simptomov, potem se ta kužnost začne zmanjševati. Pomembno je, da v teh prvih dneh počivamo. Na ta način omogočamo našemu imunskemu sistemu, da poskrbi za to, da se virus čim hitreje odstrani iz telesa. Pomembno je, da uživamo zadosti tekočine. Tekočina vlaži naše sluznice, pospešuje delovanje ledvic, omogoča, če že kašljamo, lažje izkašljevanje, ker je ta sluz težja, prej se bo odlušila, manj tega dražečega kašlja. Pomembna je uravnotežena prehrana. V tem trenutku, ko smo že bolni, C vitamini, različni dodatki ne bodo nič vplivali na samo to fazo bolezni. Tako da, če želimo poskrbeti za to, da ne bomo zboleli oziroma da bomo zboleli čim blažje, moramo za to poskrbeti prej. Seveda z raznovrstno prehrano in tudi gotovo s prehrambenimi dodatki. Kaj pa je dobro od vitaminov jemati, da
ti potem malo bolj zaščiti imunski sistem, da imamo bolj trdnega. Predvsem je tu, tako kot ste rekli, najbolj pomembna uravnotežena prehrana, pa še nekaj je tukaj pomembno, je tudi skrb za cel organizem. Se pravi, da se zadosti gibamo, da smo v naravi, da poskrbimo za to, da se dobro počutimo. Lahko je za nekoga dobro počutje to, da gre v gledališče, za nekoga pa to, da je doma pod odejo pa pije vročo čokolado. Tukaj ni enega takšnega splošnega recepta, kaj je. Ampak pomembno je, da se počutimo dobro. Za nekoga je dobro počutje, da je v družbi, za nekoga je to, da je sama. Se pravi, ni en recept je enak za vse. Potem, kar se tiče prehranskih dodatkov, tukaj je pravzaprav zelo malo res dobrih podatkov, ki bi govorili, kaj bo res koristilo. Vemo, da v našem okolju, predvsem v jesenskih in zimskih mesecih, je potrebno dodajati vitamin D. Medtem ko za vitamin C pravzaprav ni tako dobrih dokazov, ki bi potrjevali, da visoki odmerki vitamina C kakorkoli vplivajo na to, da bomo se zaščitili pred virusnimi okužbami. Seveda potrebujemo vitamin C, vendar v teh normalnih dnevnih odmerkih. Če je naša prehrana uravnotežena z dovolj sadja, zelenjave, potem večine mineralov in pa vitaminov ni potrebno dodajati. Druga izjema seveda je recimo še magnezij, ki ga potrebujemo iz drugih razlogov za dobro delovanje našega srca, tega tudi premalo vnašamo s hrano, recimo cink je tudi takšen, ki ga sorazmerno malo vnesemo, ta je pomemben tudi za imunski sistem in pa za celjenje ran, medtem ko vse ostalo pa za uravnoteženo prehrano uspemo vnesti v zadostnih količinah. Ko naprimer prebolimo COVID, ali imamo zdaj boljšo odpornost na COVID ali nam odpornost pade zaradi tega, ker smo zboleli? Odvisno v katerem časovnem obdobju gledamo. Takrat, ko smo seveda akutno bolni, takrat nimamo še nobenih protiteles. Se pravi, takrat virus se prosto razmnožuje, potem se začnejo tvoriti protitelesa. Naš imunski sistem v tej prvi fazi bo nekoliko slabše deloval na splošno. Zaradi tega je tudi povečana verjetnost, da dobimo bakterijske okužbe. Tako da to je tisto obdobje nekje v prvih 5 do 7 dneh od okužbe, potem pa naš imunski sistem virus prepozna, začne ustrezno reagirati, tvorijo se najprej te prve celice, prvi odzivniki, ki poskušajo čim bolj zamejiti okužbo, tam nekje po 5 do 7 dnevu od okužbe pa nastanejo tudi protitelesa, ki nas pravzaprav najbolje ščitijo in ostanejo prisotna vsaj še 3 do 6 mesecev po okužbi. To pomeni, da v tem obdobju smo sorazmerno dobro zaščiteni pred ponovno okužbo s koronavirusom, se pravi, če gre za isti tip. Če bi se tip virusa zelo spremenil, potem nam tudi ta prebolela okužba ne pomaga, da se ne bi ponovno okužili. Ali poznate svoje prakse primer, ko bi kdo zbolel istočasno za virusom COVID-a in gripe? Ja, imeli smo nekaj primerov, ko so se okužili, ni bilo pa na srečo zelo hud potek, se pravi, da bi takšen bolnik potreboval, da bi imeli veliko takšnih bolnikov, ki bi zaradi tega potrebovali zdravljenje ali v bolnišnici ali v enotah za intenzivno terapijo. To moraš imeti res hudirjevo smolo. Ja, lahko bi se reklo, da si bolj dovzeten za okužbe dihal. Genetika je tukaj ravno tako pomembna in pa seveda v kakšnem stanju je naš imunski sistem v tistem trenutku. Gotovo. Otroci tudi pogosto obolevajo v tem obdobju, kihajo, smrkajo, lahko so tudi brez vročine, ampak ravno tako prenašajo virozo. Kaj bi vi svetovali staršem? Pustimo otroka nekaj dni doma, da se ne okuži cel razred? Ja, tukaj je seveda zadeva takšna. Otroci se morajo prekužiti, se pravi, tukaj tega ne moremo preprečiti. In seveda je tudi to res, da ko otrok začne hoditi v vrtec, bo dobil številne virusne okužbe. Prav je, da otrok v prvih dneh ostane doma. Vem, da je to težko, zaradi tega, ker vsi hodimo v službo in vedno je težko sporočiti, spet bom ostal doma, zaradi tega, ker ima otrok prehlad. In tudi tukaj, tako kot pri odraslih, tudi pri otrocih. Eni otroci bolj odreagirajo z vročino, eni bolj odreagirajo s kašljem, eni pa 2krat posmrkajo, pa so pravzaprav takoj v redu. Tako da, ampak ja, če ima otrok vročino, če kašlja, če se slabo počuti, vsak starš pozna svojega otroka, dajmo mu omogočiti, da se doma spočije. Tako kot nam ne paše iti v družbo, kot nam je težko iti v službo, tako je tudi otroku v takem trenutku težko iti v vrtec. Tudi za otroka je to obremenitev, tam od njega pričakujejo, da se bo igral, da bo aktiven, da bo nekaj delal. Otrok pa se ne počuti tako, da bi se hotel družiti.
tudi mi se včasih ne želimo družiti s kom drugim, kadar smo bolni. Tudi kadar smo zdravi, včasih ne. Tudi ne. Tako da tudi pri otrocih je treba to upoštevati. Absolutno. Ko so otroci bolni, je potem smo lahka tarča tudi mi starši, kar pogosto pride do teh prenosov. Verjetno je tudi to dobro, če mama ostane oče na negi, da se tudi za nekaj časa umaknejo, ker zelo verjetno je, da bodo zboleli tudi sami. Seveda ne, tukaj imamo dva momenta, ki na to vplivata. Prvi je, da nas ima takrat otrok neznosno rata, ves čas želi biti z nami v stiku, v naročju. Manjši kot je otrok, slabša je seveda tudi higiena. Se v vrtcu se zelo hitro naučijo, da se kašlja v rokav, da se je treba roke umiti, ampak nekako do 3. leta seveda tega od otroka ne moremo pričakovati. Treba mu je brisati nos, treba mu je brisati oči. Tukaj moramo biti zelo, zelo pozorni, da se gremo roke po vsakem takem dogodku umiti. Na začetku mogoče to še počnemo, ampak če je to zelo, zelo pogosto, nam pa seveda toleranca pade in na to pozabimo. Povprečen odrasli človek se pa nekje 9-krat na uro dotakne svojega obraza. To pomeni, da preko rok, to, kar imamo na rokah, prenesemo na svoj obraz in dotikamo se oči, kjer je očesna veznica dobro prekrvljena, pogosto vstopno mesto za viruse, ne samo nosna in ustna sluznica. Druga stvar, ki pa je, seveda otrok slabo spi. In seveda tudi starši slabo spijo. Neprespanost je tudi eden izmed razlogov, zakaj naš imunski sistem ne deluje optimalno. Tako da te dve stvari se potem kombinirata. Neznosna ljubezen otroka in pa neprespanost. Gotovo. Imam pa občutek, da je vseeno nam ostalo iz covida, da smo malo bolj pozorni na to, če je v naši bližini nekdo, ki je prehlajen. Tudi če nekomu rečemo, sem zbolel za covidom, je bolj upravičljivo, da ostaneš doma, kot rečeš, prehlajen sem. Nekaj se nas je vendarle prijelo, kaj ne? Ja, sigurno je. Tudi nekako je še vedno tisto, če rečeš, doma ima ta pa ta covid, boste zelo hitro dosegli to, da se bo nekdo za pol metra premaknil od vas. Ta del je definitivno ostal. Bi bilo dobro, če bi ostalo tudi za ostale viruse. Covid je v resnici še vedno bolj prenosljiv, kot so ostali virusi. To je tista glavna težava, predvsem v bolnišničnem okolju, ki imamo s covidom. Če imamo bolnika, ki ima covid, potem bodo vsi, ki so v isti sobi, pravzaprav dobili covid in tukaj v nasprotju z gripo nimamo možnosti zaščite teh ljudi. In v resnici se počutiš malce krivega, malce nemočnega, ker ne moreš poskrbeti, da takšen sosed, ki ni nič kriv, da je v tisti sobi, se potem okuži. Na srečo v teh trenutkih je covid sorazmerno blaga bolezen, tako da tudi tisti, ki ga dobijo, ne zbolijo zelo hudo. Je pa res to, kar ste rekli, da bi bilo zelo dobro, da bi pri vseh naših okužbah dihal se distancirali od drugih. Če je nujno, do kam gremo, da uporabljamo masko. Predvsem pa, da res kakšen dan, takrat, ko smo najbolj kužni, ostanemo doma. Ja, z masko že dolgo nisem videla nikogar, sem pa opazila, da predvsem ženske nosimo s sabo majhna razkožila. Nekaj se nas je res prijelo. Pred nami je cepljenje, začelo se bo naslednji teden, cepljenje proti gripi, istočasno se lahko cepimo tudi proti covidu. Cepljenje je definitivno najboljša zaščita tako pred covidom kot pred gripo. Proti obema povzročiteljama se lahko cepimo hkrati, se pravi lahko ali v isto roko ali v različni roki, nekje mora biti 15 cm razlike na naši nadlakti. Definitivno se moramo zavedati, da obe cepivi zelo dobro ščitita pred hudim potekom bolezni, se pravi pred takšnim, da nam ni potrebno priti v bolnico ali celo v intenzivno enoto. Sama zaščita pred boleznijo pa ni 100%. Tudi če se cepimo, lahko zbolimo, vendar bo potek bolezni bistveno blažji, kot če se ne cepimo. Ali svetujete cepljenje tudi zdravim posameznikom? Ja, vsekakor. Jaz vedno pravim, da je boljše ne zboleti, kot zboleti. Tako da tudi, če smo sicer zdravi, lahko zbolimo s hudim potekom in takrat, ko zbolimo, je prepozno, da bi rekli, da zdaj se bomo pa cepili. Lahko se cepimo potem naslednjo sezono, ampak za ta sezona je pa že izgubljena. In če pogledamo pravzaprav tak klasičen primer gripe, če zbolimo za sorazmerno blago obliko, bomo vseeno nekih 5 dni doma. Če zbolimo s takšno, da imamo res 39-40 vročine, potem bo ta čas, da se bomo vsaj približno počutili toliko v redu, da gremo nazaj v službo, bliže 10 dnevom kot 7 dnevom, da bomo pa sposobni spet
opravljati vse svoje normalne aktivnosti, da bomo šli nazaj v fitness, da bomo začeli teči, je pa lahko tukaj 14 dni do 3 tedne. Ne? Tako da definitivno je tukaj smiselno, da se poskušamo zaščititi in zmanjšamo tisto, tudi če zbolimo tisto obdobje, na minimum. Ali cepite tudi otroke in od katerega leta dalje? Cepljenje je tudi za otroke, od 1 leta naprej se definitivno lahko cepijo tako proti gripi kot proti covidu. Kar je še zelo pomembno, je cepljenje proti gripi za nosečnice. V nosečnosti namreč gripa lahko poteka zelo hudo, se pravi nevarna predvsem za nosečnico, problematična pa tudi zaradi visoke vročine za sam plod. V prvem trimestru vemo, da visoka vročina zelo negativno vpliva na razvoj ploda, da lahko povzroča okvare, da lahko privede tudi do spontanega splava, tako da cepljenje je za nosečnice še kako pomembno. Pa se dosti staršev odloči, da cepi otroke že tako majhne proti gripi? Pri nas je ta delež na splošno zelo majhen. Jaz mislim, da cepimo otroke proti gripi, predvsem infektologi. Ostali se za to odločajo nekoliko redkeje, ampak ja, definitivno cepljenje tudi pri otrocih je pomembno. Tudi za otroka ni prijetno, da zboli, in samo cepljenje je v resnici zelo neboleče, če smo iskreni, zboli tisti trenutek, mogoče še nekaj ur po cepljenju roka, potem pa kakšnih hujših posledic ne pričakujemo. Spremljate seveda tudi gibanje virusa COVID po svetu. So kakšni posebni trendi, se kaj posebnega dogaja? Kakšnih posebnih poročil ni. Vsake toliko se pojavi preko Svetovne zdravstvene organizacije poročilo, da se pojavljajo nove različice, ki jih spremljajo, vendar v zadnjih 2 letih nobena ni dosegla tega pomena, da bi se reklo, da je nevarna, da bo potekala huje oziroma da bo prizadelo večje število ljudi. Tako da te spremembe se definitivno v virusu dogajajo, ampak na srečo na takšnem nivoju, da ne predstavlja tveganje za splošno populacijo. Vas kdaj zaskrbi, da bi se nam ponovil scenarij pandemije? Jaz sem prepričana, da pandemija se bo ponovila slej kot prej. To, da bi rekli, da nikoli več se ne bo zgodilo, to je iluzorno. Zelo verjetno se bo zgodila spet z nekim virusom, ki ga ne pričakujemo. Nihče ni pričakoval, da bo tukaj šlo za koronavirus. Vsi so napovedovali nov virus gripe. Tako da to je bilo presenečenje in sigurno bo tudi ponovna pandemija po svoje presenečenje. Tako da tukaj enkrat se bo zgodilo, upajmo, da čim kasneje in da s takšnim virusom, na katerega bomo čim bolj pripravljeni. Se pravi, nov virus je v bistvu kot potres. Vemo, da enkrat se bo zgodil, pa ne vemo kdaj in kako močan bo. Približno tako, in pa predvsem je problem, da v tistem trenutku ne bomo imeli zdravila. Da bomo spet se pravzaprav ukvarjali s tem, kaj lahko naredimo za posameznika in kaj lahko naredimo za skupnost. Tukaj bomo rekli, bomo imeli spet večne dileme, ali postaviti posameznika na prvo mesto ali skupnost na prvo mesto. Nekaj smo se naučili, jaz upam, da bo to res se zgodilo, če se bo čez dolgo let, je še kar živ spomin na to obdobje. Kaj kroži še poleg teh značilnih viroz, ki jih poznamo, obstajajo tudi različne črevesne nevšečnosti? Kar nekaj je trenutno enteroviroz. Enterovirusi so virusi, ki po eni strani povzročajo črevesne okužbe, lahko povzročajo okužbe dihal, povzročajo lahko pa tudi meningitis. Meningitis je sicer sorazmerno redek in na srečo poteka v blagi obliki. Tako da to je kar precej zdajle v razmahu. Nismo še zabeležili bistvenega povečanja pojavnosti rotavirusnih okužb, te sledijo, bomo rekli, še v nekoliko kasnejših mesecih, tako da trenutno bomo rekli, je kar nekaj covida v splošni populaciji, imamo kar nekaj enteroviroz, posamezne primere gripe, verjetno tudi nekaj rinovirusov, tako da eno tako mešanico imamo. So pa te virusi kar lepo razporejeni, ko se eni pojavijo, drugi izginejo, zelo redko imamo hkratno kroženje več kot 3 virusov, tako da tukaj so nekako omejitve tudi pri samih virusih.
Pa imate potem čez poletje res malo bolj mirno ali ravno tako? Poletje je drugačno. Je bistveno manj okužb dihal, prvič, se pravi, virusi se težje širijo, mi smo več v zunanjem okolju, naša, se pravi, sluznica je v boljšem stanju, tako da to preprečuje okužbo. V zimskih mesecih se seveda poveča potem okužbe dihal, povečajo se tudi, se pravi, rotavirusne okužbe, noric je več v jesenskih in zimskih mesecih, tako da so sezonske razlike. Kakšna pa je razlika oziroma kako vemo, če smo se na primer zastrupili s hrano ali če smo dobili virus? Oboje lahko zelo burno poteka. Je v bistvu sploh pomembno, od česa imamo bruhanje, drisko, slabo počutje? Zastrupitev s hrano je pravzaprav posledica zaužitja bakterijskih toksinov, ki so v hrani in se zgodi zelo hitro po zaužitju hrane, nekje v prvih 6 urah, ko smo neko hrano pojedli. Pri večini zastrupitev s hrano je v ospredju bruhanje, niti ni toliko problematična driska, obstajajo tudi zastrupitve s hrano, kjer se pokažejo prvi znaki malce kasneje, tam nekje v prvih 12 urah po zaužitju in se kažejo predvsem z drisko. Za oboje je značilno, da izvenijo nekje v 24 urah. Pri zastrupitvah s hrano ponavadi zboli hkrati več ljudi, ki je jedlo isto hrano. Kadar gre pa za virusne okužbe, ki se kažejo z bruhanjem in z drisko, so najpogostejše okužbe z norovirusi. Tudi pri teh je lahko v ospredju bruhanje in šele potem kasneje razvije driska. Ponavadi smo v stiku z nekom, ki je preboleval takšno okužbo, medtem ko pri zastrupitvah s hrano ni pomemben stik s človekom, ampak se pravi, gre za zaužitje s hrano, ki vsebuje bakterijske toksine. Počutje po takšnih virozah je mizerno, je človeka zelo izčrpa, kako si lahko pomagamo sami, preden se zaskrbljeni odpravimo na urgenco. Tukaj je zdaj zelo pomembno, da vemo, kdaj smo tako izsušeni, da je potrebno iti zdravniku. Nažalost nimamo nobenega zdravila, s katerim bi lahko preprečili ali bruhanje ali s čarobno palčko zamahnili pa ustavili drisko. Tega pač ne moremo narediti. Tako da zdravimo tukaj simptomatsko, to pomeni, da nadomeščamo tekočine takrat, ko je to potrebno. Kadar je bruhanje tako izrazito, da ne moremo zaužiti res nobene tekočine in traja več kot 4-5 ur, potem je že smiselno, da gremo zdravniku. Nobenega smisla pa nima, da gremo zdravniku, če smo 2-krat bruhali. To pomeni, da v tem niti še ne moremo biti sušeni. In ko se bomo usedli v avto, nam bo še bolj slabo. Tako da v tem primeru je bistveno bolje, da počakamo, da ocenimo, kaj bo, in če se bruhanje umiri, potem ni nobenega razloga, da bi šli k zdravniku. Pri otrocih je zelo pomembno tudi spremljanje tega, koliko jejo, kako so aktivni, kaj se z njimi dogaja. Otroci imajo še bistveno manjše zaloge, kot jih imamo mi, se pravi, do izsušitve pride bistveno hitreje. Tako da pri otroku je pomembno res to opazovanje, če otrok postaja nerazpoložen, če je pri miru, pa je sicer tak zelo aktiven otrok, to je že en tak razlog, da gremo k zdravniku, da oceni, kakšna je stopnja izsušitve, sploh če je v ospredju bruhanje. Medtem ko če je prisotna driska, pa je otrok pripravljen piti, mu ponujamo tekočino po majhnih požirkih, ne veliko tekočine naenkrat, ampak požirk po požirk. Ni toliko pomembno, da v tistem trenutku, v prvem dnevu jejo, bistveno je, da pijejo. Tako da lahko mu puščamo potem tudi kakšne krekerje, kakšne bobi palčke, se pravi hrano ali pa hrano, ki jo ima rad. Se pravi, ni treba, da zdaj vztrajamo na res zdravi hrani, bistveno je, da otrok zaužije zadosti energetsko zadostno hrano in pa da je zadostno vnos tekočine. Kako lahko poskrbimo doma, ko nekdo zboli? Verjetno je pametno prezračevanje prostorov, razkuževanje, pa če kako dobro juhico skuhamo, to je gotovo priporočljivo. Je še kaj takšnega, kakšen nasvet v tej smeri? Zdaj, če gre za odraslo osebo, pa če je možno, je zelo fajn, da takšno osebo, bomo rekli, v narekovajih izoliramo. Se pravi, da se nekako umakne od vseh ostalih, da je morda v svoji sobi, da prihaja v skupne prostore takrat, kada drugi niso v teh prostorih, da se prostori dobro prezračijo, tako kot ste rekli, da skrbimo za higieno rok, skrbimo za higieno kašlja, če gre za respiratorne okužbe, da morda prebrišemo površine, ki se uporabljajo, ni potrebno tukaj zdaj uporabljati nekih razkužil, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, zadoščajo popolnoma
učinkovine, ki jih sicer uporabljamo za čiščenje prostorov. Tako da tukaj je pomembno, da ta mehanski del, kamor padajo delčki, ko kašljamo, ali pa bakterije, virusi, ki so na naših rokah, pa se nečesa dotikamo. Tako da to je pomembno, da poskušamo odstraniti. Pri otrocih te možnosti nimamo. Ne? Pri otrocih pač poskrbimo za to, da se zaščitimo, kolikor se lahko. Ne? Se pravi, tudi tukaj večji kot so otroci, bolj jim poskušamo dopovedati, da ko si useknejo nos, da odvržejo robček, da si tudi oni roke umivajo, da mi poskrbimo, da si redno umivamo roke, da enako razkužujemo okolico. Predvsem pa, kot ste rekli, skrbimo za prezračevanje. Ne? Če bomo imeli dobro prezračene prostore, bomo zmanjšali koncentracijo virusa, ki ostaja v zraku na teh drobnih kapljicah, ki nastajajo pri govorjenju. Tako da ja, to definitivno pomembno vpliva, pa kar smo že večkrat rekli, ne? Uravnotežena prehrana. Seveda v akutnem obdobju je predvsem pomembno, da jemo tisto, kar nam pravzaprav paše. Potem, ko se počutimo pa boljše, pa v vmesnem obdobju pa poskrbimo za uravnoteženo prehrano. Ko govoriva o prezračevanju prostorov, nekoč sem prebrala, da prezračiti prostor v bistvu pomeni, da ga pustiš 5 do 10 minut odprto, da se res lepo zrak, da prepih narediš in da v bistvu ne gre za to, da ti ohladiš stanovanje, ampak da ga res prezračiš. Ja, tukaj je bistveno boljše to hitro prezračevanje, se pravi, da res odpremo na stežaj okna, balkonska vrata, če so, in pustimo odprta 10 minut in potem zapremo. Dosti manj učinkovito je prezračevanje na tako imenovana okna na kip. Ja, ta del je pretok zraka premajhen, da bi dosegli to, kar si želimo od tega prezračevanja. Tako da ja, na hitro za kratek čas. Eni zelo radi prezračujemo prostore. Smo doma potem žrtve. Ne, mami, zapri, mrzlo je. Ampak ja, to se mi zdi res pametno narediti. Ja. Če bi lahko položili na srce en nasvet pred začetkom jesensko-zimskih virusov, kakšen bi ta bil? Da poskrbimo za svoj imunski sistem, se pravi zdrava prehrana, gibanje, stvari, ki nas veselijo, to definitivno. Mogoče zdravniki premalo poudarjamo, ampak definitivno, če smo pozitivno naravnani, se na našem celičnem nivoju dogajajo ravno tako spremembe, kot če smo slabe volje, pa negativno razpoloženi. Tukaj ljudje smo pogosto premalo pozorni na te drobne stvari, potem po teh klasičnih ukrepov, pa vsekakor cepljenje, izogibanje zaprtih prostorov, izogibanje prostorov, kjer je veliko ljudi, kjer je večja verjetnost, da bo nekdo bolan, razkoževanje rok. Če smo bolni in moramo nekam iti, zaradi drugih uporabljamo masko. Nikoli ne vemo, kdaj bomo v stiku z nekom, ki je imunsko oslabel, ali pa z nekom, ki ima nekoga doma, ki je imunsko oslabel. In prehlad, ki poteka pri nas popolnoma blago, lahko za takšno osebo pomeni odhod v bolnišnico, zdravljenje v intenzivni enoti. Hvala lepa, ostanite zdravi. Tudi vi. Najlepša hvala tudi vam za pozornost. V našo družbo vas vabim znova prihodnjo nedeljo. Pazite na svoje zdravje.